Čas je, da pogledamo še energije meseca, tega vrhunca poletja. Jimmy, pripravil si ogromno stvari, nekih vzponov in zatonov, ki se nam dejansko obetajo. Se pravi, poletje ne bo mirno, ampak polno dogajanja. Poletje definitivno ne bo mirno, saj na globalni ravni. Začne se z Marsovo konjunkcijo z Uranom in to bo zelo močno vplivalo na dogajanja v svetu. Avgusta imamo pa ponovno sezono eklips, imamo sončni mrk in bo zelo močan. In ta dva aspekta, ta dva pravzaprav položaja bo močno zaznamovalo celo poletje oziroma julij in avgust. Zelo bo dinamično. Se pravi, ti se strinjaš? Absolutno. Da bo... Absolutno. Ker je letos v letu 1 seštevek 8, pomeni, da bo tudi naš ego zelo aktiven. Cel julij, cel avgust. Tako da globalno gledano, absolutno. Kaj da ni premalo, veš? Ne. Veš kaj tako, za letošnje leto je Bog rekel, čak, ne. Ampak glej, bodo pa tisti premiki, ki bodo res orang, pa jaz upam, da v pravi smer. Kako ste vi mene prelisičili, vam moram povedati. In kar vsi trije. Vsi trije hkrati. Ne morem verjeti, da Res! V 2025 ste mi skozi dajali nek občutek, se bo 2026 bo drugač, ja. Se je. Zdaj smo konstruktivni, zdaj gradimo, zdaj govorimo o novem napredku, o nečem naprej. Da smo si na jasnem. Jaz sem pol leta čakala, da vam to dam naprej, ne? Ja, ampak bolj drugače ne more biti. Nismo rekli, da bo mirno, nikoli nismo rekli, da nam bo dolg čas. Vsak nov začetek pa pač. To je res. In tudi pravilno ste napovedali volitve, pravilno ste napovedali dogajanje po volitvah, pravilno ste napovedali širjenje nekih omejitev, ki nam dejansko ne bojo všeč, tako da to vam dam prav. Jaz rečem, tisto, kar ti ni všeč, pa ne. Ne, sam pot, ne? A veš, pot, kako pridemo do tja, pa vi tak mal pa pomal, pa skozi neko upanje dajete, pa tak naprej, ne? Tak da... Se upanje mora biti. Se ja. Ampak tako, a veš, da bo boljš, ne? Da bo... Optimisti. Optimiziramo. Čakam, ali se bo zdaj v teh energijah meseca zgodilo, da bo eden od vas rekel, lej, imamo še teh par mesecev, zdaj imamo priložnost, zdaj zagrabiti, biti v miru in tak naprej, ker 27 bo pa pol čist drugač, veš, bo pa tako, ne. To lahko po mojem vsi trije rečemo, ker bo drugače. In tudi, če kdaj je priložnost, da zagrabiti. Zelo drugače. Priložnost je pa vedno. Vsak moment. Ampak za kameram, ne, ko se pa mi tam lezuni pogovarjamo, je pa tako, lej, se je res malo neugodno, do 2030, veš. 33, 34. Ja, še slabš. 2034, 34. Pa res boljš. Se v bistvu vsak mesec prinašamo zelo dobre novice. Tako, ja. Ja. Vse je pozitivno naravnano. Kakor lahko. Ja. Pozitivno na realnih tleh. V okvirih energij, ki nas obdaja. Malo si zaloge hrane naredite, ampak vse je v redu. Veš, ko potem časa prihraniš, ne rabiš v trgovino. Ja, valjda. Pol pa ne, kjer agregat bomo kupili, kjer kantice bomo kupili, ne? Pa kjer... To je vse samo praktično, glej. Ja, in se pogovarjajo, kjer avto bojo kupila, veš. Pač mi smo šli na agregat, ne. Mi smo bolj skromni. Opozorilo za poletje 2026, Darja, zablesti in zabiča jim. Duhovna energija je vedno močnejša, vedno več je na razpolago. In potem v avgustu se pa začne že jesen. To je tebi všeč, ne? Kaj? Jesen, ne? Da se začne že avgusta. 7. avgust se začne pa jesen, stopimo v ognjeno opico. Tu je pa energija res, imamo 2 sonca na nebu. In ognjena opica je clash med ognjem in kovino, boj. Ja, eksplozija, boj med voditelji, ego, kdo ima prav, katero sonce je pravo. Pa samo eno je, ne?
Jaz sem opazila zdaj že kar nekaj let. V svetu medijev je bilo ponovadi tako, poletje čas kislih kumaric ali karkoli. Skratka, nič se ni dogajalo, reciklirali so neke stare zgodbe, ono, tretje. Zadnja leta se mi pa zdi, da se poleti glih tukaj dogaja, kakor katerikoli drug mesec, da ni čas kislih kumaric, v medijih še najmanj in da v resnici nas mogoče ravno v poletnem času še bolj bombardirajo z nekimi zastrašujočimi napovedmi, potem tudi za jesen. Ker ljudje so pa že tukaj zasvojeni s tablicami, s telefoni, da potem tudi je to, kar počnejo dejansko na plaži, če si jo že privošijo. Ja, težko je umiriti Sej to odklop, mi rabimo odklop. Ko je energija visoko, jo rabimo spustiti dol, torej v trebuh. Pustiti glavo malo na miru. Ne, Darja, veš, kaj mi rabimo ugotoviti? Kako se ohladiti, če zaradi spada elektrika ne bo klima delala? Ja, dobro, ja. Tako da kupaš agregat. Ne, recimo, ne. Ampak zdaj, to je res problem. Mi smo toliko tehnološko in toliko odvisni od tega. Recimo, jaz klime sploh ne uporabljam, nikoli. Niti v avtu, niti v stanovanju. Zato, ker uporabljam sistem prezračevanja zgodaj zjutraj in pozno zvečer z kroženjem zraka in se ohladi. In tudi to ni prav. Klima je lažni mraz. V bistvu si s tem delamo probleme, velike probleme. Če gremo v vedno bolj vročo podnebje, rabimo telo samo na pravi način podpreti in prilagoditi. Telo je inteligentni sistem. Pomaga definitivno, če pred poletjem greš ene parkrat v savno. To ful pomaga, da lažje temperaturo uravnavaš kasneje. Ampak zdaj smo že sred poletja, tako da zdaj savno imamo brez da... Zdaj izkosta savna, ampak če si v savni, kaj delaš? Dihaš, se sproščaš, ne pa laufaš, pa razmišljaš. Križanke zaposlijo naš Zakaj, Sej ne rabimo biti skozi dejavni. Pustimo, da se življenje zgodi. Ali to sploh še znamo? Sreča je tvoja naravna pravica. To bom še enkrat prebrala. A si ti to napisal, Jimmy, ne? Sreča je tvoja naravna pravica. Bereš iz mojega. Ja. Pa sem. Največji preobrati so pogosto ravno tisti, kar potrebuješ. Sreča je tvoja naravna pravica. Ker sreča je pravzaprav naravno stanje naš samih. Se pravi, ko ne, po domače povedano, pa grdo rečeno, ko ne lulaš proti vetru. Okay. To je v bistvu tako simbolno, ampak tudi takrat, če se to zgodi, ko smo povezani sami s sabo, naraven odziv oziroma naravna izkušnja je mir, sreča, znanje. To je naravno stanje našega jaza. To ni nekaj, kar se moramo naučiti, pridobiti ali da bomo dobili od drugega. To je nekaj, kar vsi imamo in zaradi tega se reče, da je to naša pravica, čeprav tudi ta beseda je pravzaprav odvečna. To je tako. To tako je. To je tako je. Radost, radovednost, To je neki naraven, tako kot sonce naravno sije, in je to njegova... Tako tudi sreča je v bistvu izžarevanje nas samih, ko smo povezani sami s seboj. To je to, sreča... To ni gospa, ki pride od zunaj pa potrka na vrat. Ne. Pozabimo na njo, vidimo, da smo že tam, da pravzaprav smo srečni. In smo lahko. Vi ste res eni modri ljudje, To je neverjetno. Romantično danes zveni. Ja. Ti to šele zdaj ugotavljaš. Po tolikih letih šele zdaj, Sad je dozorel. Pa so prav povedali, glej ti to. A veš zakaj? Ker je Uran zdaj v dvojčku, ona je dvojček in zdaj ima priblisk. Zdaj je dobila priblisk. Momenti, Dvojčki so pa prijatelji, Uran tudi, simbolika. In zdaj si ti dobila spoznanje o svojih prijateljih, da smo modri. Ja, vse to sem vedela že prej, da ste modri v tem smislu. Čeprav si ti v roza, pa ti si v rumeno, ampak vse glih skozi celo poletje, Pinki petek.
Pinki petek je en koncept, ki smo ga letos razvili zato, da predvsem ženske usmerimo v to, da se samo negujejo, da dejansko si vzamejo čas zase, da dajo fokus tja, kjer je dobro, da raste, in to so neki dobri občutki v svojem telesu, v svoji koži in tako naprej. Tako da spremljajte ta koncept Pinki petek, ker vsekakor bo zelo, zelo zanimiv. Pa tole Babasu olje tudi spada v to zgodbo, kjer dobite torej brezplačno Babasu olje oziroma Babasu maslo v resnici, ki je brezplačno zraven zaradi tega, da probate, ni na voljo za prodajo, samo podarja se, in je ena krasna stvar, ki sem jo sama odkrila v letošnjem letu. In te stekleničke, ki se podarjajo, tudi sama lastnoročno v svoji kuhinji nalila v te stekleničke, lepo prosim. Lastnoročno nalila za gledalce oddaje Klepet ob kavi. To je ogromno. Ja, dober, se je bil projekt, ne? Sam nalivala, je bil projekt. Ampak vi ste tu govorili o tem ustvarjalnem delu, sem rekla, bom pa naredila še nekaj, kar je koristnega zraven, ne? Bravo, sej ustvarjalnost je koristno. V tem smislu, ne? Tako da jaz poslušam, kaj govorite, ne? Iz teorije v prakso. Bravo, ustvarjalna moč. Ja. No, iz teorije v prakso gremo pa 7.7. v 8.8. Spravi, 8.8. se nam lahko zgodi hipna manifestacija. To je ta ogenj. To pomeni, kar pomislimo v trenutku, Čakaj, nisem razumela. 8.8. Se pravi, 7.7. začnemo razmišljati o tem, kaj je tisto, česar si želimo. Do 8.8. se energijsko podpiramo, delamo, afirmiramo, ampak leto čistimo. Je 1, a ne? Tako, in se pravi, 8, 8, 1 je v bistvu 8. Tako. Seštevek celotnega datuma pride 8 enkrat na 9 let. Se pravi, ta energija 8.8., ki se sešteje v 8, letos imamo na koncu šestico, je še močnejša. Neskončnost. Wow. Posebni plani za 8.8. Jaz jih že imam. Ti imaš najbolj posebni Jimmy, na kaj smo pozorni? So kakšni mrki, retrogradnosti, te tvoji mlaji posebni? Definitivno mlaj v levu, sončni mrk, to bo eden od najmočnejših zdaj mrkov. Vemo, kaj se je dogajalo marca. Kdaj si rekel mrk? Mrk je 12. avgusta. 12. avgusta, ta bo zelo močen. Zaradi tega sem tudi ne napovedal, ampak predvidevam, da bo julij in avgust zelo močen tudi na planetarnem. Ne tako, kaj se je dogajalo 28. februarja, en teden predtem je bil tudi mrk in se je začela ena zgaga, ki se imenuje vojna. Zdaj se spet neka podobna energija približuje, ampak bo ena drugačna zadeva, ne? Bo vsekakor močna energija in zelo dinamičen mesec. Oziroma julij in avgust sta, tako kot smo napovedali, zelo živahna. No, ampak potem se bo verjetno to prenašalo tudi v jesen. To se pravi, zdaj imamo priliko, da se povežemo bolj s sabo, da izražamo bolj sebe, da postanemo bolj kreativni. In tisto, kar se bo dogajalo avgusta, se bo lepo preneslo v jesen. Ja, imaš prav. Ja, moramo pa paziti na imunski sistem. Debelo črevo, slika zgleda predvsem potem v avgustu, ko da preveč ognja napada sistem kovine, debelega črevesja, imunskega sistema. Tam je večinoma imunskega sistema. In ja, smo spet pri nekih mejah in morda omejitvah. In tudi seveda, ker sončev mrk je avtoriteta, voditelji, moški princip, ne? Tako da tu zna biti zelo, zelo pestro. Pa še, če pripomnim, ljudje, ki se bojo rodili, otroci, ki se bojo rodili okoli tega mrka, bojo zelo pomembni. Kaj pa, če so se rodili na dan tega mrka? Lep nazaj?
Na dan tega mrka, kako misliš? Ja, rojsten dan ima Lili takrat. To je zelo močna, koncentrirana energija, spravi, to je plus par dni prej, ali ne. Ampak otroci rojeni bojo zelo pomembni, zelo močni. Ja, zanimivo. Vzpon digitalne matrice tudi napoveduješ za to obdobje in za ta čas. Evo, povzetki vsega tega, kar so zaupali in še mnogo tega, kar niso uspeli zaupati, najdete vse te povzetke na www.klepetobkavi.si oziroma jih dobite v svoj poštni nabiralnik elektronski vsak mesec za naslednji mesec, preden je konc meseca. Tako da se vam splača, dobite izbrane informacije, povzetke, na klepetobkavi.si pa najdete torej več informacij o vsem tem, kaj se dogaja to poletje. Za vas smo pripravili sveže vsebine, sveže oddaje, tako da dajte svoj fokus usmeriti v tiste stvari, ki bodo podpirale vaše zdravje, dolgoživost in nek notranji mir.